Zdravo, jaz sem Janja Vidmar, pisateljica in scenaristka. To pomeni, da poleg pisanja knjig pišem tudi scenarije za televizijske nadaljevanke, filme, reklame, razne predstavitve. Sicer sem po poklicu profesorica slovenskega jezika in pedagogike, ampak sem zelo hvaležna in srečna, da lahko opravljam pisateljski poklic, ker me ta izpolnjuje in osrečuje. Živim v Mariboru, sem tudi mama in vdana podložnica dvema gromozanskima mačkonoma, ki živita z nami in znata tudi povzročati sive lase, poleg moje hčere. Bralci po šolah me velikokrat sprašujejo, kaj imam najraje na tem svetu. In zdaj vam bom pokazala svoj najljubši predmet. To so moji športni tekaški čevlji, ki me vodijo po tekaških poteh v gozdove, v naravo, tudi v hribe, popeljejo me tudi v skale. Z njimi in v njih se dobro počutim in so tudi vir navdiha. Potem vam bom pozneje zaupala, zakaj. Potem naslednja reč, ki jo imam najraje, je branje, torej knjiga. Berem rada povsod, žal mi je, da ne morem brati več, želela bi si več, vendar mi včasih zmanjkuje časa. Berem povsod, kadarkoli in kjerkoli, ker preprosto verjamem, da z branjem postanemo boljši ljudje. In če kaj, potem ta svet potrebuje dobre ljudi. Saj to je naložba za boljšo prihodnost. Tiste tretje stvari, ki jo imam najraje, vam ne morem pokazati, zato ker je že tukaj noter v mojem trebuščku. To je čokolada s celimi lešniki. Kadarkoli, kjerkoli jo vidim, kdorkoli mi jo podari, včasih jo tudi komu izmaknem, takoj jo zmažem in je nikoli nikomur ne morem pokazati. Zdaj, sprašujemo bralci po šolah tudi, kje najdem svoj navdih. Pa smo spet pri tehle tekaških čevljih. Torej, kadar tečem in sem v naravi, kadar sem v hribih, ali plavam v bazenu, ali sem na tekaških smučeh, se telo dobro prekrvavi, možgančki delajo in po glavi začnejo rojiti razne dobre ali manj dobre zamisli. Zdaj, kar se tiče knjig, kljub temu, da sem jih napisala že več kot 60, se mi še zmeraj zdi knjigo težko napisati. Potem se mi zdi v bistvu še težje napisati knjigo, ki bi bila všeč fantom. Še težje se mi zdi napisati knjigo, ki bi bila všeč, ki bi ugajala fantom in puncam. Najtežje od vsega pa se mi zdi napisati knjigo, ki bi ugajala bralcem malim in velikim in bi pripovedovala samo o povsem običajnih knjižnih junakih, ki se jim dogajajo povsem običajne stvari. Nič pretresljivega, nič velikega. No in ena od teh knjig, ki sem jo napisala prav zato, da bi lahko videli, kako se včasih čisto običajnim najstnikom dogajajo navadne stvari, ampak tudi izjemne, je prav Elvis Škorc Genialni štor. Bil je izbran v projektu Rastem s knjigo leta 2019 in so ga prejeli slovenski sedmošolci. Pravkar je bil pa tudi razglašen oziroma nominiran za nagrado Desetnica, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Da bi bila pa mera polna, je pa tako zabaven oziroma se je zdel tako zabaven, da so ga v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru postavili na oder in ga uprizorili. In zdaj spletna premiera je bila 8. februarja letos, jaz pa stiskam pesti, da bi si lahko predstavo čim prej ogledali tudi v živo. O Elvisu je bilo izrečenega že toliko in predstavljen je bil na toliko različnih načinov, da vam bom zdaj predstavila samo kratek odlomek iz njega in vi boste pa že vedeli, ali seči po knjigi ali ne.
Lahko ti naštejem ljudi in stvari, ki mi dajo oporo in smisel. Na prvem mestu je Hana, najlepša punca na svetu. V resnici je preveč lepa. Tako sijajna je, da se ti začne bleščati, če jo predolgo gledaš. Sem ti omenil, kako seksi je? Če bi opletala z lasmi, bi ometla prah po kotih, tako dolga ima. Jasno, da najlepša na šoli. V obraz in telo je popolna. 9. je, kar pomeni, da sem zanjo praktično ličinka. Ne skrbi, nisem bebec. Vem, da pri njej nimam šans. Ampak kadar jo zagledam na hodniku, bi lahko vsakomur, ki jo grdo pogleda, zapičil v nogo šestilo, razumeš? Saj ne, da jo kdo grdo pogleda, ker se začne vsi sliniti, da od njih kaplja po tleh. Samo vame se naseli neznanska sila, od katere bi lahko hkrati jokal in se smejal. Lahko bi napisal pesem in zraven skozlal čreva v školjko. Lahko bi odtekel 500 metrov na stadionu in hkrati negibno ležal na preprogi v naši dnevni. Zanjo bi Urbana, Danja in Blaža namalal na zid zraven zbornice. Potem je tukaj muzika. Nažgeš si svoj najljubši bend in ji dovoliš, da te napolni z ritmom in melodijo. Zidovi, okna, vrata, hiše, kandelabri, cesta, drevesa, nebo, vse je še vedno enako, ampak drugače. Muzika ti sprosti telo. Zarastejo se ti vse ožganine od besed, ki so te spekle in bolele. Zacelite kot zdravilo. Brez muzike in slušalk ne grem nikamor. Tole je Elvis. Duhovit, ampak se mu nihče ne smeje. Čeden, ampak ga nobena punca ne pogleda. Genij, ampak mu nihče ne priznava njegove genialnosti. Rada imam, ko smo že pri tem, kaj imam najraje, tudi grozljivke. Zdi se mi zelo zabavno in sproščujoče, kadar mi strah hitreje požene kri po žilah. In ne samo, da grozljivke rada berem, tudi napišem kdaj katero. Tale zbirka kratkih grozljivih zgodb, Pod tvojo posteljo je njen naslov, vam bo zelo pojasnila, kaj se zgodi z vami, če preveč bulite v telefon, kaj hudega se vam lahko zgodi, če zmažete preveč sladkarij in kaj se vam zgodi, če ste neprijazni do živali in do ljudi. Nenazadnje pa, glejte, ta svet je čuden prostor. Bolj, ko ga razumemo, manj nam je jasen. Vemo, da ne živijo vsi dobro in da so otroci in mladostniki na tem svetu, ki se jim godi veliko slabše kot našim. O njih sem že pisala v tej knjigi, ki smo jo naredili skupaj z Benko Pulko Otroci sveta. In vedela sem, da moram nekoč napisati neke vrste nadaljevanje te knjige Otroci sveta, kajti ti otroci in ti mladostniki, ki živijo povsem drugače od nas in od naših otrok in mladostnikov, si to zaslužijo. Ta knjiga Črna vrana je prav knjiga o teh žalostnih zgodbah, ki jih živijo drugje, v svetu, na različnih koncih sveta, ki je ena sama živa rana, pripoveduje o otrocih in mladostnikih, ki živijo v vojnih razmerah, ki živijo v nemirih, ki živijo v predelih, kjer vladajo lakota, suša, bolezni. Živijo težko življenje in je včasih prav težko verjeti in težko razumeti, da na njihovih obrazih ali da jim njihove obraze še zmeraj krasi nasmeh. V tej zgodbi, v tej knjigi nastopata na eni strani Jan, ki je zaradi očetove službe nastanjen v Londonu, in na drugi strani sirska begunka Hiba, ki je zbežala pred tem, da bi jo v Afganistanu prevzgojili v črno vrano. Kdo
so črne vrane in komu ali čemu služijo, pa si lahko preberete v knjigi, iz katere vam bom zdaj prebrala en kratek odlomek. Deček je bil srečen. Sirotišnica je bila njegov dom. Sirote so bili njegovi bratci in sestrice. Še slabimi duhovi si je bil v žlahti. Potem pa so nekega dne privihrali možje v vojaški opravi. Bili so borci za lepši jutri in za Boga. Nosili so nove kamuflažne uniforme in se pripeljali v sijajnih odprtih avtomobilih, kakršnih ni še nikoli videl. Ko so poskakali na tla, jim je na prsih zarožljalo orožje. Puške in mitraljezi so bili naoljeni in zloščeni do visokega sijaja. V žepih se jim je izrisoval obris telefonov. Deček je može željno spremljal s pogledom. Bil je v strgani, prepereli in preveliki mikici, odrezanih platnenih hlačah in natikačih. Jedel je 2-krat na dan, če je imel srečo. Še nikoli se ni peljal v avtomobilu. Najdražja reč, ki jo je kdaj držal v rokah, je bila zmečkana rdeča piksna z belimi vijugastimi črkami. Našel jo je nedaleč proč od blatne, lenobno valeče se reke, v kateri so prali cunje. Shranil jo je v drevesni duplini za hišo. Ponoči se je odkradel iz hiše in si jo ogledoval. Dišala je po sladkem, po daljnih deželah in morjih in čudežih. Željno je vdihoval vonj, ki je uhajal iz odprtine. Skrival jo je, da si je ne bi prisvojil kdo od starejših fantov. Borci v dragih avtomobilih so bili kot polna piksna z neznano vsebino. Odprl bi jo in vsaj enkrat pokusil. Videl je, da so se ustavili samo zato, ker je moral eden od njih srat v grmovje. Cel puške je štreljal v zrak in veje so se zibale, ko si je vlekel hlače gor. Kaj pa imamo tu, je vprašal največji od vseh. Brada mu je rasla okrog lic in glave, na vrhu se mu je svetilo golo jajce. Pljunil je skozi debele štrleče ustnice in skočil iz avta. Približal se je dečku, ki se je skoraj posral od strahu. Ker piksna lahko skriva v sebi presenečenje. Če jo pretreseš in odpreš, ti lahko v obraz špricne vse živo. Kaj naj vam rečem za konec? Vzemite v roke knjigo, berite in s knjigo bolje zaživite. Hvala.